materijala, tudi če govorimo o nenevarnih odpadkih, govorimo še zmeraj, da je v bistvu o majhni koncentraciji, ko pa sežigamo tone in tone, se te koncentracije vseeno naberejo neko količino. In samo, da smo si najjasno, o čem govorimo, ta količina nekam gre, nekaj gre v zrak, drugo je pa cement, ki ga imate doma. A imate masko, a ste prebrali tako, kot pri hrani, kaj vse vsebuje, a je to res realno kdo preveril inšpektorat? O tem govorimo. Torej tudi ves ta cement, ki gre naokrog, ker ne bi bila večina. Ampak nisem pristojna za to komentirati, ampak to je stranski proizvod. In stranski proizvod mora tudi po določenih standardih, oznakah, tako da verjamem, da tukaj je tudi kontrola, kaj se prodaja, na kak način. Se pa strinjam, tako kot se pač omeni. Ja, kje se uporablja in kam to gre. To je v večini primerov izdelkov, lahko se to vprašamo. Gospod Senegalčnik. Ja, tole sem hotel reči, da onesnaževanje glede na dobo pred, bi rekel, takrat, ko se je proizvajal azbest, je res zdaj se enormno zmanjšalo. Tako da zdaj trenutno te emisije, ki so, dejansko so nižje, kot jih pa zahteva tudi recimo predpisi za sežigalnico, razen seveda dušikovih oksidov pa tega. To niti ni tako kritično. Kritično je res prah, težke kovine, te stvari. Tako da dejansko tega je pa relativno zelo malo, tako da v principu so stvari, bi rekel... Ampak če se vrnemo spet, če bi prišlo do tega večjega sosežiga, ali bi Salonit Anhovo potreboval novo presojo vplivov na okolje? To je bilo tudi včeraj, zdaj trenutno je vloga na Agencijo za okolje, zato pač težko odločimo o tem, ali da ali ne. Seveda pa tudi strani Salonita Anhovo bilo včeraj povedano, da so pripravljeni to storiti, tako je javno povedal na sami seji. In vkolikor se pač bo to odločitev ali agencija seveda mora biti strokovna v skladu z zakonodajo, vkolikor da, je pač potrebno to izvesti in takrat tudi stroka, kot je zdravstvena stroka, poda svoje mnenje. In jasno pove, ne samo pač, da ocenjujemo tveganje, ampak jasno pove, kakšno tveganje bo to pomenilo za to dolino in za pač zdravje teh ljudi. Tako da pač to je Ministrstvo za zdravje eno izmed, bomo rekla, mnenjodajalcev in vsekakor je vedno pozvano, da pač poda svoje mnenje. Izvolite. In še kemijska stroka, seveda ni samo zdravje, ampak tudi kemijska stroka. Zdaj, ko se pogovarjamo o Anhovem, je velika vrednost v tem, da se pogovarjamo. Prej se, ko mi poročajo kolegi iz vaše doline, da se o tem ni govorilo, da tudi ljudje med seboj so šepetali ali pa niso govorili. In so to, da so družinski člani zboleli in umirali, in umiranje za mezoteliomom je eno najtežjih umiranj, o tem se ni na glas govorilo. Zato sem prej omenila Erin Brockovich, zato ker se ljudje, ki so prizadeti, to pa zdaj govorim kot strokovnjak z področja psihiatrije, svojo prizadetost največkrat skrivajo. In to, kar je zdaj prišlo na plan, je to, da mi poročajo zdravniki, da ljudje govorijo, pripovedujejo zgodbe, tudi svoje osebna bremena na nek način razbremenjujejo in prav bi bilo, da je to spodbuda za celo Slovenijo. Kajte, če bodo ljudje po celi Sloveniji na enak ali podoben način začeli razmišljati o svojem okolju, bodo prej ali slej politiko, odločevalce primorali, da sprejmejo ukrepe. Jaz vem, da Slovenija rabi sežigalnico. Ne moremo biti brez nje, ker nimamo smeti kam dati. Seveda vem. Tudi druge države jih imajo. Tudi druge države. Tudi vem, da so določene omejitve, kje se lahko postavijo. Vse to je treba ljudem povedati. In jim je tudi treba jasno povedati, kaj se bo v teh sežigalnicah, zdaj ne govorimo o sosežigu, sežigalo in kaj bo šlo ven iz teh sežigalnic in kaj bodo v končni fazi ljudje tudi imeli od tega. Ker mi govorimo samo o bremenih, če pa bi mi iz teh sežigalnic ljudem nekaj tudi lahko omogočili, recimo, ogrevanje, energijo in tako naprej, potem bi ljudje začeli drugače razmišljati. Seveda od predpostavki, da je to, kar se tam dogaja, neškodljivo z vedenjem, ki ga imamo danes. Za konec morda še vsak, kakšni so vaši naslednji koraki? Civilne iniciative, zdravnikov in seveda ministrstva? Gospod Stegar. Mi bomo še naprej, namreč vse skupaj se odvija zelo hitro in ravno ta dosežek, da so ljudje začeli govoriti,
da smo ga spodbudili, da smo premagali ta strah, da so se ljudje bali s svojim imenom izpostaviti, da so se bali o tem govoriti v gostilnah, doma, tako naprej in bomo nadaljevali s tem. Ja, mi smo nekako postavili neke termine, neka pričakovanja, da bo ministrstvo začelo s postopkom za izenačitev teh dovoljenih emisij za sežig pa sosežig, ker so pač po naših informacijah te emisije za sosežig dovoljene večje. In mi tudi pričakujemo, da bomo o teh postopkih, ki na ministrstvu potekajo, obveščeni. Seveda mi vemo, da je zdaj vlada v odstopu, ampak ne glede na to, stvari se morajo odvijati naprej in pričakujemo, da nas bodo iz ministrstva s tem tudi seznanjali, tudi če nam bo šlo drugače, da jih bomo spraševali. Pričakujem, da bomo dobili odgovore. Gospa Bote. Seveda imamo tudi včeraj na občinskem svetu, ko so bili sprejeti določeni sklepi, jih bomo mogli realizirati. Naslednji teden je tudi izredna seja v Državnem zboru, tako da verjamem, da bo tudi s tem prišli določeni sklepi in določene zahteve. Vsekakor je naša naloga, da delujemo transparentno, v skladu z trenutno zakonodajo, govorimo o trenutni, kar se pogovarjamo naprej, je stvar, da nadzorujemo tako, kot je potrebno, v primeru ukrepamo takoj in da se čim prej Agencija za okolje loti na pravilen način izdaje verjetno te vloge, če je že na ministrstvu, oziroma da se o njej pričnemo pogovarjati vsi skupaj. Gospod Senegačnik, vi pa boste še naprej spremljali to problematiko? Ja, boste nek nadzorni odbor, organ? Stvar bi rekel o tem, veste, da se popolnoma strinjam, je potreben nadzor in potem je tudi od upravljalca naprave, kakšno ima kulturo te uporabe. A to pravilna uporaba, ali ima ustrezne masne tokove, nenevarnih odpadkov, ali pretirava, ali golfa. Se pravi, zelo pomembno je tudi za avtomobilom, kako vi vozite. Vi ste lahko zelo strpni, se pravi, ne povzročate problemov, lahko pa povzročate zelo veliko problemov. Tako da in potem tudi za ostale smeti, ki jih proizvajamo v Sloveniji, se pravi, zelo pomembna naša kultura, kako jih bomo ločevali. Začeti moramo že pri sebi. Kako jih bomo ločevali, da jih bomo kulturno, ustrezno, moramo biti zreli kot družba. Skrbeli sami zase. Sami moramo najprej poskrbeti. Tako je in postaviti se zase. Hvala vsem vam za vsa ta pojasnila, informacije in srečno pri dogovarjanju in reševanju te problematike naprej. Hvala. Vam pa, drage gledalke in spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.